Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka in mentorica naravnega zdravljenja. Danes imam v gostih eno posebno srčno gostjo, osebo, ki je z mojim srcem zelo povezana. In sicer slikarka Katarina Vidmar. Dobrodošla. Hvala lepa, hvala za povabilo. Prosim. Danes se bova osredotočili na tej oddaji, predvsem kako lahko skozi slikarstvo, skozi umetnost tudi pridemo do zdravja za sebe, do boljšega počutja. Jaz sem pri tebi kar nekaj teh slikarskih tretmajev naredila. In moram reči, da tistega predzadnjega, ki sva ga naredili, sva šle zelo, zelo globoko, da sem odkrila določene vzorce v sebi, ki so se vlekli v bistvu že ne iz tega življenja, več življenj nazaj, in s pomočjo umetnosti sem te stvari tudi uspela razrešiti. Se pravi, začutila, dovolila si začutiti in spustiti sebe, osvoboditi. Tako da, pa tebe zdaj sprašujem, kdaj se je pri tebi začelo to, da si začutila, da boš te stvari počela? Zdaj, jaz sem se odločila za študij slikarstva dosti pozno v življenju, sredi 30-ih, pri 36-ih, ampak takrat je bila to nek notranji občutek, da moram v to iti, ker bi ga težko racionalno, ne vem, kaj posebej razložila. Pa si se že prej ukvarjala? V bistvu sem bila na par tečajih slikarskih in potem je ta mentorica moja rekla, da me nima več kaj naučiti in da naj grem na to šolo, na katero je ona tudi, ki jo je ona končala, Visoka šola za risanje in slikanje. In to je bilo spomladi in jaz sem oktobra že bila vpisana v prvi letnik slikarstva. Tako da nekako bi rekla, da sem bolj poslušala ta notranji glas, ne da bi točno vedela, zakaj moram v to smer iti. Tako da potem šele z leti, ko sem končala šolo in sem se precej ukvarjala s stenskimi poslikavami, sem imela eno težko obdobje, in sem začela slikati to, kar zdaj imenujem meditativno slikanje. To je procesno slikanje, ko je pozornost ni na tem, kako bo slika izgledala, ker mi lahko slikamo kar nekaj iz sebe, recimo tudi pri abstrakciji je to mogoče lažje, ko nimaš nekega motiva, ki ga posnemaš, in tako da sem slikala samo iz sebe, brez pričakovanj do tega, kako naj slika izgleda, da sem tiste težke občutke, ki sem jih imela, na ta način predelala. Pri tem je zelo pomembno, da je pozornost na telesu in dihanju, ker ko se ukvarjamo z vsebinami uma, ki ropota, ki kar nekaj sugerira, pa kaj pa to delaš, pa to je brez veze, kar neke čičke čačke, takrat se izgubimo. In zanimivo, in potem sem naredila en tak proces, mislim, da je bilo 12 zaporednih slik, ki so me popeljale čez cel proces ozaveščanja, od kaosa, najbolj težkih energij, do potem, ko so se stvari začele nazaj vzpostavljati, do ene pretočnosti in harmonije pri končni sliki. Jaz jih še zdaj imam, te slike spravljene, akvareli so to, in moram reči, da je zelo zanimivo iti čez njih. Čeprav jaz takrat o tem sploh nisem razmišljala, kaj mi katera sporoča. In tako sem potem razvila ta svoj način meditativnega slikanja. Ja, jaz se zelo s tabo strinjam, da je največji sovražnik duha. Se pravi, največja omejitev, da mi lahko pridemo do samouresničitve in preobrazbe. In
točno to, kar si zdaj razlagala, sem jaz v tem meditativnem slikanju, ki sem ga šla pri tebi skozi, sva se dobile, kako sem spuščala te sloje uma še na drugačen način, ker jaz tudi v programu Postani mojster zdravja, jaz učim tudi udeležence, da dvigneš energijo, ker ko dvigneš energijo, je tako, kot svinarija gor priplava, tudi te vzorci priplavajo in se jih začneš zavedati. Sam je fajn vedno narediti kakšno stvar še mečkan drugače, zato z enega zornega kota je takole, z drugega zornega kota je tako, z tretjega zornega kota je tako. Tako da jaz res uporabljam vse te moje energijske vaje, vsakodnevno, meditacije, dihanje, ampak tako, kot sem rekla, zelo mi pa dober del ta proces s teboj spustiti in samo dovoliti, ker že to je proces, samo dovoliti rokam, se pravi, da se telo izrazi, karkoli se more izraziti. Rekla si, da si skozi to vrstno slikanje tudi sama sebe ozdravlja. Pa nam lahko poveš, katera so bila tista, bom rekla, najbolj tista zahtevna prepričanja ali vrednote, identiteta, ki si jo uspela osvoboditi in postati drugi človek. Jaz se velikokrat izrazim, da naredimo nadgradnjo operacijskega sistema. Zdaj še eno stvar sem mogoče pozabila poudariti, da na tak način zelo hitro pridemo do nezavednih vsebin. To je, ko si pač rekla, da pač preplava tista packarija, pač te vsebine, ki smo jih nabrali, na tak način, zelo hitro jih začutimo. In tako da je pač to nek način pogovora s svojim nezavednim. Teh vsebin je bilo veliko in še vedno jih je, ker... No, zdaj jih je že malo manj, no. Mislim, tako je, da ko en plan počistiš, pride drug. Ker bi si mi rekla, preden smo začeli snemati, si mi povedala, moje zdravje res mi služi. Ja, to je res. No, jaz moram reči, da jaz nisem nikoli v življenju imela zdravstvenih težav, ker tako slišim, da ljudje imajo, tudi ti si imela že od majhnega težave. Jaz sem bila vedno zdrav otrok in tudi potem naprej. Sem bila zelo zaozorčena. Ja, tako da, jaz edino zdaj, recimo, ko sem v menopavzi, imam majčkeno težav, pa ne moram reči zdravjem, ampak ti oblivi in to bi res rada zmanjšala. Kako jih pa to rešuješ, recimo, prav s slikanjem? Kaj narediš? Jaz, kar se tega tiče, zdaj slikanje je zame nuja. Jaz brez tega ne morem. To je pač, to ni poklic, to je poslanstvo in to je nekaj, kar jaz moram početi. Jaz sem zdaj imela zelo intenzivnih 10 dni in se nisem imela časa, ker za slikanje pač moraš imeti mir in čas, ne pa misliti, kaj vse imam še za narediti, pa unga, pa tja, pa pes je bil bolan, pa hči je nekaj imela probleme, pa prej sem bila jaz nekaj bolna. Tako da in za slikanje moram biti v notranjem miru. In zdaj 10 dni nisem slikala in je zdaj že se pozna in pogrešam. In to je zame čist neko... Kot hrana, kot zrak. Tako. Jaz moram ustvarjati. Jaz sem pač tako bitje. Jaz mislim, da vsi v sebi nosimo ustvarjalne potenciale. In zdaj tudi vidimo, jaz mislim, da toliko ustvarjalcev, toliko slikarjev, toliko kiparjev, glasbenikov, kot jih je zdaj, v tem trenutku na svetu, jih še nikoli ni bilo. In jaz mislim, da se bojo ljudje čezdalje več začeli ukvarjati s tem, zaradi tega, ker te notranje izpolnjuje in ustvarja ravnovesje. Jaz pač sem tak človek, da to potrebujem, zato da se dobro počutim.
Zdaj sem pa izgubila nit, kaj si me še vprašala? Bova zdaj naredila pauzo. Aha, super. Po oglasih bova se pogovorili naprej. Tole, kar si zdaj razlagala, me zelo spominja na to, da tudi jaz živim svoje poslanstvo. Ampak to, da jaz zdaj živim svoje poslanstvo, to je bilo, včasih sem imela občutek, kot da so oni tam zgoraj, ker sem zelo povezana s temi duhovnimi mojstri. Mene 8 duhovnih mojstrov vzgaja, ampak včasih je bilo to tako, veš, lasa, pa tako kot tiste divje konje. So te lovili, ali kaj? Ja, so me lovili. Tako sem hotela pobegniti, ker je res soočati se s temi omejitvami, ki so znotraj, je včasih res zahtevano, ampak hvala Bogu so dovolj potrpežljivi z mano, dovolj nežni z mano, imam tudi tukaj, na tem nivoju imam tudi svoje mentorje, ki mi pomagajo, tudi ti mi veliko recimo pomagala skozi te slikarske procese. No in dajva pogledati, se vrniti nazaj na tisto, kaj je tebi, katere največje vzorce lahko rečeš, da si ti skozi slikarske procese sprocesirala oziroma se osvobodila, jih spustila, ker v bistvu se gre samo za spuščanje tega. Ja, absolutno. Takrat na začetku, zdaj čisto točno prav konkretnih vzorcev se niti ne spomnim, ampak je bilo zelo veliko čustvenih nabojev, veliko jeze, razočaranja, takih. Jaz sem bila nezakonski otrok in sicer sem to zgodnje otroštvo v enem takem lepem okolju preživela, ampak recimo programi, s katerimi se zdaj soočam, pa ne na zavedni ravni, so občutki nič vrednosti. Čeprav jaz kot Katarina Vidmar, stara 58 let, zdaj tukaj se absolutno ne počutim manj vredna. Ampak nekje v meni je tisti majhen otrok, ki misli, da je popolnoma nič vreden. In s tem se recimo zdaj največ ukvarjam. To je taka neka najgloblja moja bolečina. In se pač greš po slojih nekih programov ali nekih vsebin, se znebiš in potem prideš do nekje do tistih globlih. In ponavadi so povezani starši, to so najgloblji tisti programi in vzorci. Zanimivo je, da sem zdaj veliko delala tudi na temo prednikov, ker veliko tega tudi sabo prinesemo. In je veliko vsebin, ki ne veš, pa kaj se mi to dogaja, odkot. Ja, pa kar ne nekaj. Sploh ni starši, ampak je to kar. Ja, in so neki programi, potem je tudi kolektivni nivo. Recimo Slovenci imamo to blazno zakorenjeno težko življenje, matrace, če se ne matraš, ni nič vredno. To je, moram reči, da sem tudi na temo tega delala. Potem poniževanje, zlorabe žensk, to mi je, moram reči, da najtežje. To so tako težke energije, da je res težko čez to iti. Tako da, ja. No, ampak da pa se, ne? Da pa se, je pa proces. Ja, da ne bo zdaj govorila, zdaj to tako težko, da jih prestrašijo teh naših gledalcev. Ker si vprašala za programe, programi so zmeri težki, niso nikoli lepi. Ja, so, ampak, če imaš ob sebi ljudi, ki so šli to pot, ki vejo, kam iti, potem je to veliko lažje. Jaz velikokrat primerjam te zahtevne programe kot tako široko, zelo deročo reko. Ampak če ti greš z nekom, ki je te programe že presegel, je to tako, kot če bi šla ti z vodnikom čez to deročo reko, ti bo rekel, aha, tamle moraš pa
tamle stopati, ok, tamle pa tamle stop, pa tamle se prim, lej pa tle se čez zaguncaj, aha, pa pol tamle pa skočiš, pa tamle prideš. A ne? Ja, sam jeti v to je kar, je lahko malo težje, ampak to, če imaš nekoga, ki je že stopil skozi, ali pa čez to, je pa ta stvar veliko lažja, seveda. Vhoditi mora pa vsak sam. Jaz vsakmu mojemu študentu, recimo postani mojster zdravja ali pa na drugih programih, ki jih imam, ker zdaj recimo letos spet izobražujem novo generacijo terapevtov 3. tisočletja, to so napredni terapevti. Zmeraj rečem, jaz nikogar ne bom nesla na mojemu hrbtu. Vsak mora hoditi sam. Povem, kako, pa kje. To je tako, kot na Himalaju, imaš ti vodnika in greš z vodnikom gor na Himalaju, pa poslušaš, kam je treba stopiti, zato da te plazna odnese. In dost na isti način jaz te stvari gledam. Tako da ja, soočati se, ta recimo, ko si jo rekla, mislim, ženske, to potlačenost žensk, to sprocesirati, ja, je eden, tako v angleščini rečejo milestone, se pravi en mejnik, ko to predelaš. Ali pa... Ja, tudi videla sem, da me to zelo blokira, ne? Zdaj, mogoče, jaz ne vem, kakšna ženska tega ne čuti tako močno, ampak to je pri meni tako izjemno močno, ne, da me blokira pri stvarih, ki jih želim početi, ne, in pol se pač moraš s tem soočati, ne, in pogledati, ni druge. Ja, jaz vabim v bistvu vse gledalke, da naredite kakšen tak proces, da se soočite sami sebi tudi na nivoju ženskosti, svoje lastne ženskosti, zato ker zelo veliko žensk je danes pomoščenih. Delajo moške stvari oziroma stvari na moški način, ki bi jih mogli delati na ženski način. In to je ta teža, ki potem v celem prostoru se jo čuti. Jaz tudi zelo čutim še en tak vzorec, ki sem ga omenila, garati je treba, garati. Skozi delati. Ja, če pa nagaraš, pa nisi dosti dober. Tako. Ja, tako da, ja, Ta je slovenska taka globoka ukoreninjena. Jaz upam, da... In to se da osvoboditi na razne načine. Ti delaš to preko slikanja, jaz delam to preko raznih energijskih vaj, ozaveščanje, kaj se znotraj dogaja, kako prideti v stik, kako razviti intuicijo. Jaz recimo skozi delo pri tebi sem zelo prišla bolj v stik s svojo intuicijo. Super. Ja. Jaz moram reči, da sem to tudi zdaj zadnje čase zelo razvila, tako da nekako ta stik z naravo se mi je na nekem drugem nivoju odprl, ne? In sem videla, kako so se začela neka bitja slikati na moje slike. Kot neka vilinska, neka bitja, no, tako zelo zanimiva in igriva, prav zanimivo, no. Ja, ko smo povezani s sabo, potem imamo stik z več, kot smo mi sami. In tle se tudi vidi, da si te vzorce presegla. Ja, absolutno. Tako da je super. Zdaj, so še kakšna taka čustva, recimo, ki si jih prej imela, pa zdaj zaradi tega, ker si toliko teh procesov slikanja naredila, da zdaj opažaš, da jih sploh ni več? Kaj se lahko osvobodi? Jaz bi težko rekla, da zdaj določenih čustev ni več, ampak recimo so stvari, na katere sem prej šla v reakcijo, ki jih zdaj samo pač vidim, jih zaznam, in ni tiste reakcije tega ega, ki bi skočil, ko pač vidiš in je veliko lažje potem na tak način živeti.
ker ni fora v tem, da se mi znebimo, recimo jeza. Ja, Da se ni- pač jeza ima svojo funkcijo, a ne? Tako Ja. ima svojo funkcijo in če jo gledamo pozitivno, pa znamo mi usmerjati, nam bo dala dobre rezultate. Absolutno, lahko ti da energijo, poriv, da nekaj narediš, a ne? Tako. Drage gledalke, spoštovani gledalci, vabim vas, da prevzamete svoje brezplačno darilo na bisernica.si, masterclass, čudežna moč energije. Naprej pa se bova z Katarino pogovarjali po oglasih. Je pa še en del, Katarina, o katerem nisva kaj prav dosti govorile, ampak jaz vem, da je pri meni doma, v moji hiši, naredil tako zelo močno spremembo. V več prostorih si namreč naredila stenske poslikave. No, in so prinesle čist drugo vibracijo. Recimo v moji spalnici vsako jutro, ko se zbudim, pogledam na steno in me pogleda boginja obilja. Jaz se ne morem na druge stvari razmišljati kot na obilje. In potem se mi obilje začne dogajati v življenju. Zato ker ta prva stvar, ki jo pomislim, ja, tista stvar se v življenju pol dogaja. Super, si moram še jaz eno boginjo obilja v spalnici naslikati. Ja, stenske poslikave so moja velika ljubezen. Zadnje čase sicer to malo manj delam, v preteklosti pa zelo veliko, a ne. Jaz prostor pač zaznavam na čist poseben način, to je tako kot ena velika slika, samo da ima še prostorsko dimenzijo, a ne. In me že od nekdaj fascinira to, kako s tem posegom v prostor popolnoma spremenim energije, a ne. Lahko v prostoru ga odprem, ga naredim topu, ga pripeljem ene take božanske energije, res boginjo, ne vem, drevje, gozd, a ne, reko, karkoli, kakršnokoli vibracijo pač v prostoru želim ustvariti, a ne. Vse to lahko s poslikavo not pripeljem, a ne. In včasih se kdo boji, pa bo potem prostor zaprt, pa to. Nikoli ni prostor, ki je poslikan, ki ima, s tem dobi globino in dobi nove dimenzije, a ne. Tako da, ja, to je res zelo lepo, no, in tudi videti prej pa potem, ko se čist neke nove stvari odprejo. Vedno pa tudi pustim, a ne, ko se dogovarjam za stensko poslikavo, en del se dogovorimo, a ne, en del pa pustim, da se sproti vidi, kaj je tisto, kar je najboljše, a ne, za prostor, za ljudi, a ne, tako da se dejansko, da potem naredim tisto, kar je najbolj optimalno za prostor. Meni si to stensko poslikavo prav boginje naredila ravno v tistem obdobju, ko sem jaz prebolevala raka. Se spomnim, ja. Ja, in sem tudi, jaz veliko delam na tem, da vnašam spremembe, a ne, v svoje življenje. Vsakodnevno neke spremembe, zato da se energija skozi obnavlja, da ne teče po skozi istih vzorcih. No, in takrat se spomnim, sem raven se odločila, da bom vse moje lase pobrila. Se spomnim, ja. Jaz nisem šla, veš, da nisem sprejela kemoterapije, nisem sprejela obsevanja, nisem sprejela hormonske terapije. Sem prva v družini, ki sem to odklonila, pa tudi prva, vse moje prednice so umrle. Prva, ki sem prebolela. Mislim, prebolela, sem se ozdravila. Jaz nočem uporabljati te besede preboleti, ampak zrasla sem. Jaz velikokrat o raku govorim kot v bistvu božji blagoslov, zato da sem jaz naredila ene korake. Ja, ta prehod, dejansko zdaj moje življenje postaja to, kar je bilo tam, mislim, kar je, ne, kar je bilo, kar si ti naslikala na to steno. Zato, ker jaz sem vsakodnevno gledala
Ja, so bile kakšne bolečine prisotne, so bili tudi vzorci, ki jih je bilo treba se soočiti z njimi, ampak ta boginja mi dejansko stalno spominjala, da imam jaz to božansko energijo v sebi. Še je bilo pa nekaj zelo zanimivega v procesu nastajanja. Jaz sem imela tam strašne težave s slikanjem prsi. Ne vem, če se spomniš. In sem najprej, čeprav je indijanska princesa, in je oblečena, in sem najprej naslikala gole prsi, ker nikakor nisem mogla dobiti prave oblike. To je bilo tako, kot da delam energijsko strukturo teh prsi, in šele potem sem jo lahko oblekla česa, Tako da sem si želela že takrat, da bi bila gola, ampak pač, ker si želela, da je oblečena, to pa kdaj drugič. No, ampak tudi to je bilo eden izmed procesov, ki sem ga šla skozi, da sem jaz prišla na tvojo skupino in bila gola. Kot akt, to je bilo zame en tak zelo velik korak iz svoje cone udobja. Ja, zelo pogumna si bila, res. Ja, zato ker jaz, se veš, pač kirurško sem si šla odstraniti prsi, zato ker so vse moje prednice umrle za rakom in sem rekla, mečkam, da pridobim časa, ker moje prednice so itak tudi operacije dale čez, ampak pač nobena ni preživela, zato ker je treba delati na drugih nivojih. Ne samo na fizičnem. Ja, ne samo na fizičnem. Mi smo iz 5 nivojev, je fizično nivo čustva, misli, energije in duhovni nivo. In sem v bistvu se popolnoma razgalila, kdo jaz tudi sem in mi pomagali sprejeti sebe. No, to me zelo veseli. Zelo lepo. Tako da je to tudi ena stvar, ki ti vodiš tudi te Ja, to so bile moje učenke, smo slikali akt, in ne vem, kako je bilo, ravno si me takrat poklicala in slučajno je naneslo, da sem ti povedala, da slikamo akt. In si rekla, kaj pa če bi mene, Tako da super, ja, zelo fajn. No, tako da stenska poslikava akta pa še pride. Velja, zmenjena. Da zaživi ta moja čudovita energija v prostoru. V mojem prostoru. Je še kaj tazga, kar bi želela našim gledalcem TV Ljubljana sporočiti? Ali pa predati, ali pa jim svetovati iz svojih bogatih slikarskih izkušenj, iz teh poglobljenih uvidov v prostorsko zaznavo energij. Zdaj tisto, kar mi je prvo prišlo na misel, ni toliko povezano s prostorom, pač pa s tem, kar doživljam v slikarski šoli, ker k meni velikokrat pridejo ženske, ki nekako je pač tako, da moraš delati za preživetje, in večina teh stvari, ki so nas veselile, pa je slikanje ali kakšna druga umetnost, so na stran, ker s tem ne moreš preživeti in to ni nič vredno, In marsikatera potem pride pred upokojitvijo ali pa že po upokojitvi k meni, se učiti slikati, pač izpolniti ta svoj, oziroma najdeti eno ravnovesje, ki ga ni, če ti samo delaš za preživetje. Tako da bi moje sporočilo bilo, da iti v to, iti v stvari, ki vas veselijo, ki vas izpolnjujejo, in tudi nikoli ni prepozno, tudi če si že pri 60-ih, pri 70-ih, če čutiš vzgib, če te nekaj veseli, pa tudi če so v šoli rekli, da ne znaš, to nič ne pomeni. Vsega se da naučiti, važno je samo veselje do ustvarjanja. Tako da mislim, da bi bili ljudje veliko bolj srečni, če bi poslušali ta notranji glas. To si tako lepo povedala. Moja mama je recimo velikokrat govorila, ko bom jaz v pokoju, bom pa to, pa to, pa to, pa to. Ona tudi do upokojitve ni prišla in je mlada umrla. Tako da, dragi gledalci in gledalke, dajte si izpolniti svoje
notranje želje, svoje klice, sledite svoji intuiciji, prebujajte se, zato ker to vam prinaša tisto drugo komponento, temu materialnemu delu življenja. In vas vabim, da prevzamete svoje brezplačno darilo na bisernica.si/darilo in to je masterclass Čudežna moč energije in se vidimo v naslednji oddaji. Hvala za vas.